Skratka, kot je že bilo napovedano, danes želim povedati nekaj izhodišč mojega programa, predvolilnega programa za predsednika republike na področju pravosodja, notranjih zadev. Res je, da predsednik sam po ustavi in pa zakonu nima veliko pristojnosti na tem področju, pa vendarle je verjetno eden od prvih poklicanih, da opozori na napake, mora biti usmerja tudi včasih delo organov v vladi. Jaz bi želel, da tudi slovensko javnost, Slovenke in Slovenci razumejo slovensko državo kot pravno državo, glede na to, da zadnja leta ta občutek upada, bo potrebno recimo še marsikaj postoriti, predvsem na področju krepitve organov pregona. Ampak vendarle, ko sem omenil, da recimo predsednik nima veliko pristojnosti na teh področjih, mislim zlasti neposrednih pristojnosti. Je pa seveda, če so pa izredne razmere, pa se pristojnosti predsednika močno povečajo, ne? Ima tudi določeno vlogo v Svetu za nacionalno varnost, čeprav je to organ vlade, pa vendarle v določenih okoliščinah predsednik vlade oziroma predsedujoči tega sveta tudi vabi predsednika republike, kako tudi predsednika državnega zbora na sejo tega organa, ki usklajuje nacionalne varnostne politike in tudi usmerja delo. Seveda pa potrebno tudi jasno vedeti, da je predsednik republike precej obveščen o razmerah v državi, glede na to, da dobiva tudi redna poročila SOVE, slovenske torej agencije, varnostne agencije, in tako da je tudi na ta način kar močno vključen recimo v ta varnostna prizadevanja, ne? Torej, kot prvo bi rad poudaril svoje mnenje. Prva točka recimo tega mojega programa bi bila krepitev organov pregona. Kot veste, ta dejavnost države temelji na 3 stebrih. Prvi je torej policija, kjer je zlasti nacionalni preiskovalni urad pomemben steber. Drugi je tožilstvo, posebna enota policije. No in kot tretji v tej verigi, ki mora biti nekako povezana, so pa sodišča za pregon za težja gospodarska kazniva dejanja. In tukaj nas pa še čaka kar nekaj dela, da bomo vzpostavili to celotno verigo. Zavzel se bi tudi za to, da so recimo, kar se sodišč tiče, roki nekoliko skrajšani, da se vsaj na prvi stopnji končajo zadeve do 6 mesecev, potem pritožbeni roki še morda 3 mesece in še pol, če zadeva gre na vrhovno sodišče, nadaljnje 3 mesece, tako da bi recimo najdaljši okvir, najdaljši časovni okvir bil 12 mesecev. Mimogrede, to je zelo pomembno, tudi z vidika gospodarske kondicije. Kot vemo, so pri nas gospodarski spori, tudi tisti najtežji trajajo do 4 leta, povprečju 4 leta, medtem ko je v Nemčiji trajajo približno 1 leto, ne? In v zadnjih 3 letih, ko je šlo v stečaj 11.000 podjetij slovenskih, je pri polovici teh podjetij bil kot razlog naveden dolgotrajni spor na sodiščih. Tako da se mi zdi to skrajšanje teh rokov izjemno pomembno, tudi ne samo za pravno varnost, ampak tudi za učinkovitost gospodarstva. Ugotavljanje izvora premoženja in zaplemba nezakonitega premoženja. Tudi tukaj smo v Sloveniji šele na začetku poti, ampak se mi zdi zelo pomembno. Še prejšnja vlada je sprejela ustrezen zakon za to. Zdi se mi tudi pomembno ne samo, da se kaznuje storilce kaznivih dejanj, večjih kriminalnih dejanj, ampak da ne samo to, ampak da se jim tudi zapleni premoženje. Zato, ker kriminalne mreže zlahka zamenjajo postave ekipe ljudi, če pa jim zapleniš premoženje, pa seveda tu hud udarec tudi za celotno kriminalno omrežje. Želim, da bi tudi se, poleg tega, da imamo sprejet zakon, sprejeli tudi vsi podzakonski akti in drugi mehanizmi, zlasti na davčni upravi, ki bodo lahko lažje recimo preverjali davčne utaje in pa tudi druga kazniva dejanja. Zato podpiram stimuliranje zlasti operativnega dela policije in pa tožilstva, kadar gre za korupcijo, organiziran kriminal, gospodarska kriminaliteta in pa velike utaje davkov. Seveda vemo, da ne gre, vsi vemo, da ne gre samo za plače teh ljudi, ki so
ne morejo vzeti to, kar delajo zgolj kot službo, ne, dobro plačeno, ampak morajo to razumeti tudi kot svoje vrstno poslanstvo, zato jim je treba tudi ostale pogoje dela nekoliko izboljšati, recimo, tako da niso preobremenjeni z določenimi administrativnimi stvarmi ali pa celo z manj pomembnimi, tako da se lahko pri svojem delu fokusirajo na te ključne stvari. Pri tem bi rad poudaril tudi, da se ustvari neko bolj učinkovito sistemsko okolje, zlasti prenova kazenskega postopka. Javnost meni dostikrat, in to kaže tudi javnomnenjske raziskave, da je država vsaj v tej fazi, pa tudi v fazi sojenja, dokaj neučinkovita, včasih pristranska, da predolgo trajajo postopki in pride dostikrat do zastaranja in posledično tudi do oškodovanja davkoplačevalcev ali pa upnikov in drugih. Skratka, ustvari se neko nezaupanje do pravne države v tem polju. Morda je razlog tudi sistemske narave, kot smo dejali, ker imamo zapleteno procesno zakonodajo, ki dostikrat ščiti ali pa zelo ščiti z podrobnimi postopki tudi obtoženega. Tako da bi postopki, proces gre včasih prav v neverjetne detajle in podobno. In vendarle moramo ustvariti neko ravnotežje v sistemu. Seveda je treba zaščititi pravice obtoženega, ampak tudi tistega, ki je utrpel kakšno krivico. In dober kazenski postopek mora skrbeti za neko to ravnotežje, ampak istočasno pa mora biti tudi dovolj učinkovit. Tako da bom pozval vse partnerje, tako vlado, tudi socialne partnerje, zainteresirano strokovno javnost, da pripravi spremembo ali pa prenovo kazenskega postopka, da bomo odpravili sodne zaostanke in tako naprej. In še zadnji predlog, ki ga dajem v tej svoji funkciji, to je popolna javnost vseh sodnih odločb, tudi z imeni sodnikov, gre za poskus večanja osebne odgovornosti vseh sodelujočih, vključno z sodniki, ki so tudi javni funkcionarji. Želeli bi, da se objavijo, tako kot ima to ustavno sodišče urejeno, te odločbe, vključno z tistimi, kjer jim je potekel rok, torej za staranimi zgodbami postopki.